Lep dober večer na današnji dan. Danes bomo slišali v prvem berilu je pismo Hebrejcem. Bomo slišali tisti tudi znani psalm, ko govori, da je Bog ustvaril človeka malo nižjega od angelov, ampak čudovitega in mu se podvrgal pod njegove noge. Obenem pa tudi govori o Božji naravi, torej o naravi Jezusa Kristusa, ki je pravi Bog in pravi človek. V Evangeliju bomo pa slišali, kako Jezus izžene hudega duha, ko je v shodnici, ko uči z eno avtoriteto, piše drugače kot pismuki, pa se vsi ljudje potem tudi čudijo nad tem učenjem in tudi nad izganjanjem tega hudega duha pri tem človeku. Pa prosimo pri tej sveti maši, da bi tudi lahko se mi čudili v življenju, da bi se mogli srečati s to Kristusovo močjo, da bi nas tudi spreminjala, spreobračala na bolje. Berilo iz pisma Hebrejcem. Bog ni angelom podredil prihodnjega sveta, o katerem govorimo. Pričeval pa je nekdo na nekem mestu. Kaj je človek, da se ga spominjaš, ali sin človekov, da ga obiskuješ? Le malo nižjega od angelov si ga naredil, slavo in častjo si ga ovenčal in ga postavil nad dela svojih rok. Vse si podvrgal njegovim nogam. Ko mu je namreč vse podvrgal, ni nič pustil, kar bi mu ne bilo podvrženo. Zdaj pa še ne vidimo, kako bi mu bilo vse podvrženo. Jezusa, njega, ki je bil malo nižji od angelov, da bi po Božji milosti smrt okusil za vse, pa vidimo zaradi smrtnega trpljenja venčenega slavo in častjo. Spodobilo se je namreč, da je Bog, za katerega je vse in po katerem je vse, s trpljenjem poveličal njega, ki je pripeljal mnogo sinov v slavo in je začetnik njih zveličanja. Kateri posvečuje in kateri se posvečujejo, so namreč vsi iz enega. Iz tega vzroka se ne sramuje imenovati jih brate, ko pravi: oznanjal bom tvoje ime svojim bratom, sredi zbora te bom hvalil. To je Božja beseda. Svojemu sinu si dal vso oblast. Gospod naš Bog, kako čudovito je tvoje ime po vsej zemlji. Kaj je človek, da se ga spominjaš, ali sin človekov, da skrbiš zanj? Sinu si dal vso oblast. In vendar naredil si ga le malo nižjega od angelov, slavo in častjo si ga ovenčal, dal si mu oblast na deli svojih rok in vse podvrgal njegovim nogam. Svojemu sinu si dal vso oblast. Drobnico in vso goved in tudi poljske živali, ptice pod nebom in ribe v morju, vse, kar hodi po morskih stezah. Svojemu sinu si dal vso oblast. Aleluja. Odpri moje oči, Gospod, da bom gledal čuda tvoje postave. Aleluja. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Marku. V mestu Kafarnaum je v soboto Jezus stopil v shodnico ter učil. Strmeli so nad njegovim naukom, ker jih je učil, kakor kdor ima oblast in ne kakor pismouki. Bil pa je v shodnici človek z nečistim duhom, ki je zakričal: kaj imaš ti z nami, Jezus Nazarečan? Si prišel, da nas pogubiš? Vem, kdo si, Božji svetnik. Jezus mu je zapovedal: umolkni in pojdi iz njega,
Nečisti duh ga je stresel in zavpil z močnim glasom ter šel iz njega. Vsi so strmeli tako, da so se med seboj povpraševali, kaj je to, nov nauk z oblastjo. Celo nečistim duhovom ukazuje in so mu pokorni. In hitro se je razširil glas o njem po vsej okolici v Galileji. Poslušali smo Kristusov evangelij. Se malo ustavimo pri današnjem evangeliju. Lahko rečemo, da veliko govori o besedi. Torej, Jezusova beseda je močna v dvojnem smislu. Prvem, ko uči, ima, kakor nekdo, ki ima oblast, tako uči. V drugem pa z besedo ukaže, naj gre nečisti duh iz človeka in beseda to stori. Torej, Jezus stori, da gre nečisti duh iz človeka. Vsi dobro vemo, kakšno veliko moč imajo besede. Dostikrat tudi, ali pa tudi naš Ignacij Lojolski pravi, da torej, naša dejanja se kažejo bolj v dejanjih, kot pa v besedah. Torej, ko kaj konkretnega naredimo, je več kot pa besede. Ampak besede po drugi strani, pa lahko kot tukaj Jezus, ko uči, ljudje strmijo, torej dajo to lažbo lahko, nas navdušijo, spodbudijo, lahko pa tudi nekoga zelo prizadenejo, ohromijo, tako da človek tudi zaradi tega, včasih lahko rečemo, ne more spati, ne more hoditi, ali pa če da eno besedo spodbude, pa človek z enim velikim veseljem živi življenje v polnosti. Že pri samih otrocih se to hitro vidi, če nekdo prijazen do njih, jih sprejme, so čisto bolj odprti, kot pa če nekdo malo bolj zadirčen ali pa neprijazen, se otrok hitro zapre. In mislim, da pri odraslih je dokaj podobno, čeprav smo dovolj tudi včasih močni, pa lahko marsikaj nosimo. Tako da vsi skupaj lahko pazimo na naše besede, da bi bile bolj v tolažbo, bolj v spodbudo, kot pa v ohromitev ali v zaviranje.